Na novinarski konferenci o reformi trga dela v začetku avgusta je predsednik GZS opozoril. Vse raziskave, ki so bile opravljene tako doma kot v tujini, kažejo, da je problem v Sloveniji prožnost trga dela. Tako recimo po isti raziskavi Svetovnega gospodarskega foruma je limitno zaposlovanja v Sloveniji na 129. mestu, med 142, fleksibilnost pri plačah na 126. in pogoji odpuščanja na 141. mestu. Gospodarstvo je v zadnjih letih izgubilo 76.000 delovnih mest, zato se delodajalci strinjajo, da je treba reformo trga dela izpeljati čim prej, ob tem pa je Gospodarska zbornica Slovenije predlagatelje ponovno pozvala k razmisleku o ustreznosti in ekonomski upravičenosti zastavljenega koncepta reforme. To ne bo spustilo trga dela, to ne bo omogočilo novih delovnih mest in predvsem bojimo se, da bodo tudi številni obstoječi delodajalci zmanjšali število zaposlenih še naprej. Na povabilo magistra Sama Hribarja Miliča se je v Sloveniji mudil generalni sekretar Evropskega združenja gospodarskih zbornic Eurochambers Arnaldo Abruzzini. Med obiskom se je sestal z ministrom za finance dr. Janezom Šušteršičem ter sodeloval na seji upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije. Eurochambers represents the wishes of 20 million businesses in Europe that through the Chambers of Commerce raises their voice in Brussels, trying to influence the economic decision-making process, favoring the European business community. 2. in 3. julija so na GZS že četrtič potekali informativni dnevi in projektne borze za razpise 7. okvirnega programa, na katerih so bile predstavljene tudi značilnosti novega okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorja 2020. Okoli 200 udeležencev se je seznanilo s konkretnimi pogoji za posamezne razpise, mnogi so se srečali s svojimi partnerji ali bodočimi partnerji v novih projektih. Ključ uspeha je, da imaš projekte na zalogi in se potem z njimi v pravem trenutku prijaviš na ustrezen razpis. Na sejmu Agra je GZS zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pripravila bogat strokoven in pester promocijski program. Na skupnem razstavnem prostoru se je predstavilo 26 živilsko-predelovalnih podjetij s 50 blagovnimi znamkami priznanih in priljubljenih izdelkov. Kakšne proizvode delamo, na kakšen način jih proizvajamo, se z nami pogovorijo in mislim, da je to tudi priložnost za vsakega izmed nas. V okviru sejma je potekal tudi izbor za najbolj inovativen živilski proizvod za tekmovanje Ekotrofelija 2012, s katerim bodo slovenski študentje sodelovali na mednarodnem živilskem sejmu Sial v Parizu. Ki so razvili izdelek z imenom Bot Moja. Gre pa za izdelek iz skupine sladkih namazov, gre pa za lešnikov namaz z dodatkom meda in rožiča, brez dodanega sladkorja. Kar se tiče samega izvoza, naj še enkrat poudarim, da je slovenski izvoz še vedno gonilo gospodarskega razvoja. Je na srečanju z novinarji, ki ga je pripravil Zbornični center za mednarodno poslovanje, dejal predsednik GZS. Direktor centra Aleš Kantaruti pa je poleg orisa preteklih dosežkov medijem predstavil tudi načrtovane aktivnosti za promocijo in podporo slovenskim podjetjem pri prodoru na tuje trge. V Egipt, tudi tja računamo in imamo planirano gospodarsko delegacijo. Seveda bomo nadaljevali aktivnosti tudi za iranskim trgom, načrtovani sta tudi delegaciji tako na Kitajsko kot v Indijo. Eden zanimivejših obetavnih trgov je tudi Irak. Po obisku delegacije slovenskih podjetij v kurdskem delu države je Slovenijo obiskala še močna gospodarska delegacija iz Bagdada. Z Iraškim centrom za gospodarski razvoj je GZS podpisala tudi sporazum o sodelovanju. I think it's a good opportunity here to meet with the Slovenian people, Slovenian businessmen and try to do some business with them in Iraq. Center za mednarodno poslovanje GZS je pripravil 3. številko biltena Gov International Slovenija. Publikacija osvetljuje trende in predstavlja priložnosti za slovenska podjetja na mednarodnih trgih.
V središču tretje številke je Nemčija in njena avtomobilska industrija, predstavitev Ukrajine in poslovnih priložnosti ter kritičen pogled na sodobno Kitajsko. Zakonodajno-pravna služba GZS je v okviru projekta upravljanja terjatev malih in srednjih podjetij pri poslovanju v Evropski uniji izdala priročnik poslovanja in izterjava v EU. Ta priročnik nekako celovito zajema vsebino, ki je bila pred kratkim predstavljena tudi na istoimenski konferenci v smislu zavarovanja terjatev, pogodbene varnosti, seveda izvršilnih postopkov. Obe publikaciji sta brezplačno dostopni na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije. Na novinarski konferenci o plačilni nedisciplini je bil prvič javno predstavljen spletni certifikat Odlično srednje, malo ali mikropodjetje oziroma Excellent SME Slovenija. Priznanje za odlično poslovanje najboljšim srednjim, malim in mikropodjetjem izdaja Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Kofas Slovenija. Kjer se ocenjujejo podjetja oziroma dodeljuje certifikat podjetjem, ki zadostijo bonitetni oceni Kofas Slovenije nad 6. Se pravi, to je v skupini podjetij, ki poslujejo boljše kot povprečno slovensko podjetje. Spletni certifikati so podprti s preizkušeno spletno tehnologijo SafeSigned, ki jo je razvilo podjetje Konet. Kjer omogočamo, da se certifikati zaupanja izdajajo na način, ki je zaupanja vreden, kar pomeni, da se certifikatov ne da ponarejati in zlorabljati.